Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil za 2 urci na kolesarjenje po italijanski strani meje. Vmes pa vam bom povedal nekaj o projektu 10.000 korakov na dan. Drugač pa je danes 5. avgust, ura 5 popoldan. Cel dan je deževalo, ampak zdaj popoldne se je pokazalo sonce in približno 27 stopinj. Precej je soparno in piha močnejši jugozahodnik. Kot lahko vidite, sem se vrnil iz Rodosa nazaj domov, tako da bom spet naredil en video tukaj iz teh naših domačih krajev. Severovzhodno od nas je še kar precej črno, z zahodne in južne strani pa so se oblaki razkadili in je precej jasno in sončno. Ja, in tako, ko sva bila z ženo na dopustu na Rodosu, sva premlevala par idej in je sprejela odločitev, da bo kreirala svoj YouTube kanal. Poimenovala ga je 10.000 korakov na dan, ukvarjala pa se bo, tako kot že ime pove, s hojo. Ona se je odločila, da bo vsak dan naredila dejansko 10.000 korakov, od tega pa bo enkrat na teden pripravila video posnetek, ki bo objavljen vsako soboto ob 3 popoldan. Na koncu je ratelo tako, da sva kanal kreirala in prvi posnetek objavila že kar na Rodosu. Tako da, če si pogledate prvi video, bo šlo za eno lepo hojo tam po tistih plažah v okolici zaliva Stegna. Zdaj, odkar sva doma, je posnela še 3 nove videe iz Nove Gorice in okolice. Jaz sem na ta snemanja hodil zraven, zato da mi jo ne ukradejo. Ma ne ženo, kamero. Usporedno z YouTube kanalom je soproga kreirala tudi Facebook skupino in pa profil na Stravi, oboje z enakim imenom 10.000 korakov na dan. Kdor jo bo spremljal na Stravi, se bo lahko prepričal, če res vsak dan prehodi 10.000 korakov ali ne. Drugač moram reči, da midva sva kar v kondiciji za hojo, tako da bi rekel, tistih 10.000 korakov na dan ni taka reč. Bolj je mogoče problem, da res prav vsak dan najdeš čas, da opraviš še to hojo, ker včasih se ti urnik zabaše, vse veste sami. Se življenje zasuka in ne moreš narediti kaj drugega dosti. Ja, tole tukaj je Redi Pulja, ime izvira iz slovenske besede sred polje. Tukaj smo približno 22 km ven iz Nove Gorice. Če želite, lahko prijete na izlet. Ogromen spomenik, vojaški muzej in lokalček. Jaz sem že skoraj na pol poti in grem v Ronke, potem pa rahlo v hrib in čez dober dob nazaj domov. Drugače pa dinamika snemanja videoposnetkov pri hoji malce drugačna kot pri kolesarjenju. Kamera se giblje bolj počasi, več časa je za posnet kakšne detajle. Jaz vsekakor mislim, da bo moja soproga znala predvideti to dinamiko in narediti zanimive videoposnetke. Sicer pa povedano poenostavljeno, 10.000 korakov na dan, če imate korak dolg 60 cm, je to 6 km. En tak lep sprehod pri hitrosti 4 na uro recimo, vam vzame 1 uro in pol. Če greste pa malo bolj strumno, pridete pa še prej. Ko imaš enkrat dovolj kondicije, to praktično ni noben problem, razen tega, ko sem že rekel, da imaš dovolj prostega časa na razpolago. Ampak za zdravje, za hojo, si je vredno vzeti tisto urco ali pa 2 vsak dan. No, sej več koristnih nasvetov in drugih zanimivosti bo pa itak povedala že na svojem kanalu. Ko sem danes pogledal statistiko na YouTubu, sem videl, da smo prebili mejo 400 naročnikov. Vsem naročnikom se najlepše zahvaljujem za zvestobo in za prosti čas, ki ga investirate v gledanje mojih videoposnetkov. Hkrati pa upam, da bomo s tem posnetkom naredili malo reklame tudi moji ženi, da tudi ona dobi kakšnega naročnika ali pa mogoče sledilca na Stravi. Zdaj, če vas kot kolesarje hoja ne zanima, bo pa mogoče zanimala vaše žene ali pa kakšne prijatelje, ki jih poznate. Vsekakor vsi vabljeni na njenem novem kanalu.
Je pa postala ta hoja tudi meni ena taka super motivacija. Saj recimo tiste dni, ko nisem kolesaril, sem šel kar z ženo na sprehod in sva naredila tistih 6-7 km. In moram reči, da sem se vsakič potem super počutil in mi ni bilo žal, da sem izkoristil. Sem pa naredil napako, ker sem šel dvakrat na sprehod kar v nekih natikačih in sem je naredil neki žulj, ki ga zdaj čutim tudi med kolesarjenjem. Tako da je treba tudi hojo, kot vsako drugo vadbo, pač vzeti resno, se primerno opremiti, pa ne bo težav. Vse linke od ženinga YouTube kanala, Facebook strani in Strave dal od spodaj v opis tega videa. Enako pa tudi link od moje današnje vožnje. To imam že en tak naštudiran 50-kilometrski krog, večinoma ravnina z enim minimalnim spončkom čez dober dob. Vabljeni seveda tudi, da se naročite na moj kanal, če se še niste. Zelo mi je všeč, da imamo eno tako lušno grupo kolesarskih navdušencev in upam, da bo to še nekaj časa trajalo. Ja, tle v naših koncih je še kar črno, ampak verjamem, da se bom prebil do doma, ne da bi me zmočilo. Tako, na koncu je ratalo dobrih 50 km v slabih 2 urah, približno 27 na uro povprečje. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.